Tedenski hit. Naš tedenski hit. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Don't believe me, just watch. In je čas za naš tedenski hit, kot napovedano, Patrik Prelec s svojim bendom danes gosteh tukaj na jutranjem valu na Radiu Trst. Lepo zdrav, fantje. Dobro jutro, dober dan vsem, zdravo. Veliko jih je. Patrik seveda v prvi vrsti, potem imamo še 4 člane benda. Upam, da se slišimo, vse v redu. Ja, se slišimo, ja. Patrik, najprej, dober dan, dobrodošel. Lepo, da si se vrnil v našo družbo. Kako je kaj stavo? Kar nekaj novosti boš predstavil danes. Tako, ja, veliko nas je moglo se danes zbuditi ob 6 zjutraj, no, tako da veste. Tako da smo prišli danes z veseljem na Radio Trst. Veliko novosti, boste slišali danes v živo z bendom, se pravi, danes smo z vami Patrik Prelec in Impulse Band, tako da smo zelo veseli, da vas lahko gostimo tle na Radio Trst. A bi lahko predstavil bend, oziroma če se fantje predstavijo sami, no, tu imamo mlade glasbenike, na kitari je Gašper Kuret. Zdravo, Gašper, na drugi kitari je, ali pa prvi, ne vem. Artur Markoža. Artur, na basu. Ane Hril. In Bobnar nima mikrofona. Bo povedal, Patrik. Bobnar je Tjaž Mihalev. Ja, nima. Veš kaj, on je tako glasen, da sploh ne rabi nič. Se res, Bobnar so vedno preglasni. Ponovadi je tako. Kako je prišlo do te spojitve, torej Impulza in Patrika Prelca? V bistvu tako je bilo zdaj po tem drugem komadu, ki sem ga dal ven, Najin ples se je zelo dobro prijel in so se začeli pojavljati popraševanja za špile in za koncerte in razne preditve in sem rekel, moram en band sestaviti. Tu smo imeli zdaj tudi s fanti, polno delamo zdaj že kar, tako bomo rekel, en mesec, smo imeli že razne oddaje, kjer smo se v živo predstavljali in smo rabili pač nekaj tazga se sestaviti, da se lahko pokažemo. Vidiš, kako je lažje, če si mlad, glasbeniki so pač na dosegu roke, ne? Kako rate star, potem da neče nobeden. Neče več nobeden. Da te takoj vprašamo, Patrik, bomo potem ponovili v nadaljevanju oddaje. Kdaj boš imel kakšne koncerte? Boste imeli koncert, da vas lahko pridemo poslušati? Zdaj zelo hitro se loti. V bistvu zdaj že prvo imamo konc meseca, občinski praznik Divača in pol tako naprej. Zdaj bi mogel pogledati, kje je točno in kdaj, ampak vse pa zmeri več je, zmeri več popraševanj. Tudi, bom rekel, v povprečju zelo mlad band, že ti si mlad, ne? Koliko si star? 28. 28, potem? 24. 24. 28. 28, poveš še ti, basist? 16. 16 let, wow. Bobnar tudi zelo mlad, ne? Tudi on je 16. Tudi on 16. Ma pomisliti, bravo, lepo. Če damo skupaj vse, verjetno in najni 2 leti ne pride vse skep do naših dveh. Ne, verjetno ne. Lepo, basisti in Bobnar, verjetno imate tudi svoj ansambel, je tako? Kako je s tem? Mlajši ansambel. Mlajši ansambel, kakšno šolsko zadevo? Ne, mi nastopamo tudi kot samo skupina Impuls. Aha. In kaj igrate, tako nasplošno? Rock and roll. Rock and roll. Tako. Rock and roll. Kakšen tip rock and roll? Tak star, klasičen rock. Zdaj smo napisali svojo prvo pesem tudi. O, vidi. Impulzi, bravo, Impuls. Super. Lepo. Glede na to, točno to, da imamo kar nekaj pesmi, dajmo poslušati prvo, ne? Tako, danes naš gost Patrik Prelec je tudi predstavi svojo novo pesem, vendar začnemo s pesmijo, ki je pač se vrti v slovenskem metru že nekaj časa in to je pesem o tebi. Povej nam kaj več o tem komadu, dragi Patrik. Ja, pesem o tebi je nastala v bistvu že pred kakšnim letom dni. Takrat sem se lotil v bistvu tako prvič ustvarjati kot solo artist v rock stilu, prej sem delal za skupino Jastrebi in sem se zmeri sem imel tak žanr pisanja komadu bolj rock stil in se je zelo dobro prijel in pa sem tako delal naprej in zdaj je že drugi komad nastal in zdaj v bistvu zmeri bolj delamo, tako da zmeri več komadov nastaja, zmeri več idej in tako da peljamo eno lepo stvar. Tako da ta bo za naše poslušalke in poslušalce v živo iz našega osrednjega studia tu v Trstu na Radio Trsta. Pesem o tebi, Patrik Prelec. Gremo! Kot rahel dotik se začuti ljubezen, ki je prebudil naju, spomin je še trezen. Me boža po krilih, kjer jaz zdaj letim, da bi bila skupaj, je vse, kar želim.
Zakaj bi pisal pesem, če mi ne prisluhneš? Zakaj lagal bi, ko se mi potuhneš? In nisem verjel ti, kar si govorila. Jaz nisem hotel, a si me zapustila. Povej, a kdaj sprašuješ se, povej mi, kje napaka je, kje sva zgrešila, da se nisva ulovila. Sva kot dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Kot cvet. Ostali so spomini na naju dva, ki skrivava jih v srcu le mi dva. Usoda ni hotela, da bi bila skupaj, in svet gre naprej, a spomin je še tukaj. Povej, a kdaj sprašuješ se, povej mi, kje napaka je, kje sva zgrešila, da se nisva ulovila. Sva kot dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Topla kot cvet. Sva kot dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Topla kot cvet. Ljudje se sprašujejo, kje sva zdaj mi dva, kot bi bila del drugega sveta. S tabo bilo je drugače, s tabo bilo mi je všeč. To naj bo pesem zate, pesem o tebi. To naj bo pesem zate, pesem o tebi. Pesem o tebi, Patrik Prelec, torej v živo na valovih našega radia. Bravo, fantje, hvala lepa, torej, da ste si vzeli čas za ta naš radijski dogodek danes. Kaj pravzaprav pa delate v življenju, razen tega, da se veselite glasbenega udejstvovanja? Začnimo pri bendu, Patrik, v redu? Lahko? Ja. Verjetno bobnar in basist obiskujeta še srednjo šolo, ne, tako? Lahko izvemo katero? Kdo bo povedal? Edini, ki ima Basist je mikrofon. predaleč od mikrofona. Ja, bodi tam. Če ne, lahko igrate Pardon, se telefon. opravičujem. Se bo spoteknil ob kabel. Ni važno, ja. Ja, jaz zdaj hodim v Koper na avtoservisersko. Aha. Zdaj se prepisujem na konservatorij za glasbo in balet v Ljubljano. Evo. In kaj boš tam študiral? Kontrabas, jazz, O, model C. Super. Lepo, lepo. Še bobnar zdaj se približuje mikrofonu, Bravo, bo še on pridi, povedal, pridi. kaj... Ja, jaz sem Tjaš in zdaj hodim v drugi letnik elektrotehniške šole v Gorici. Na drugo stran mikrofona. Zdaj bo. Evo. Hodim v drugi letnik elektrotehniške šole Tako v je, ja. Gorici. In to je to. In bobne, prav. In igraš bobne. Vse je v redu, Seveda. vse bo dovolj. Kaj pa kitarista? Prosim, kar. Jaz večinoma se ukvarjam z glasbo, kaj tudi z ozočevanjem in drugo pa kot hišnik tudi. Tako da. Lepo, dobro, v redu. In tudi, ko si hišnik, verjetno razmišljaš o glasbi, a ni tako? Seveda, jaz zmeraj kakšna inspiracija pade. Evo. Vmes, tako. Jaz tudi večina glasba, drugače tudi kaj športa, košarka, rokomet. In ja, če ne pa delam tukaj na Kingsboxu v Sežani.
Aha, ki je tudi podjetje, ki se ukvarja s športom. Športom, tako je, fitness opremo. Fitness opremo, Tako. ja, tako. Zanimivo, dobro. Vidiš, mularija mlada, uredi, informa, Tako je, pridni. tako je. Lepo. Patrik, koliko pa je v tvojem življenju športa? Bolj malo. Jaz nisem lih tako. Jaz mi rečem, da sem antitalent za šport in za ples. Pač tako je, ne. Ne moreš imeti vsega, veš, tako je, ne. Zato, ker ves talent za šport in ples je šel k meni. Je ne? res, Ja, je saj res. zato. Patrik, verjetno smo kaj v žlahti, jaz in ti. Res? jaz sem Ja, pa bi znalo biti, bi znalo biti. Dobro. Zdaj, tu, mlada zasedba, ne? Tako mladi, mi smo vajeni. Mi nismo bili nikoli tako mladi, veš? Ne, je res. Ne, jaz sem se rodil brez strpa, to znaš, me poznaš. Se res. 100 let. Kam ciljate, kaj bi radi dosegli? Kje se, to je tisto vprašanje. Ne nerodno, vprašati, kje se vidite čez 10 let. Ne, sem te reče spet. Ne, zdaj ti si mislil na glasbene cilje. Ja, ne, verjetno. glasbene cilje. Glasbene cilje. Patrik, kateri so glasbeni cilji tega projekta? Torej? Tako, čim več promoviranja, tudi čim več ustvarjanja avtorske glasbe, bi jaz rekel. In, ne vem, se jaz tako ni, da zdaj si postavim cilj, kaj bo čez 20 let. Ne? Kdo ve, kaj bo čez 20 let, če bomo sploh še živi. Lahko da bo Putin pošlo raketo že prej. Ne? To. Nekateri se tega veselijo. Ja. Pa jaz si postavim tako cilj, recimo za 1 leto vnaprej. Ne? Če rečem, recimo 1 leto, dam 3 komade, bom dal ven, pa vidimo, kako pol kaj jih pokaže, pol si pa postaviš recimo nov cilj naslednje leto. Ne? Se mi zdi najbolj tako praktično, realno tako. No. In tudi pri teh pesmih se opazi, da je bilo nekaj sodelovanja tudi, ne? Nisi sam pisal. Ne? In imam občutek, da je ta primorska glasbena scena nekako povezana. Ne? Kako je po tvoji izkušnji to? Ja, mislim, jaz, kar se tiče glasbo, besedilo naredim sam. Pol pa za aranžma sem pa zdaj tokrat v bistvu že od začetka sodelujem z Boštjanom Pertinačem, ki ga itak dobro poznaste. Ne? In se mi zdi tudi on zelo v redu, kar se tiče aranžmaja, zelo poslušen, naredi tudi zelo kvalitetno. Tako da bom delal tudi z njim še naprej. Tako, mislim, primorska naveza, itak ne. Zdaj, tudi blizu je, pa pride hitro kakšna ideja, pa se pokličemo, se dobimo, ne vem, zašpilamo skupaj na tretje, pa takoj vidimo, če je ali ni. Ne. Ker ideje je ogromno, pol pa ne moreš vse dati ven. Ne. Nekaj je uporabno, nekaj ni. Ne. Seveda. In ponavadi rabiš nekoga od zunaj, da ti tudi... Ne, ja, rabiš tretje mnenje zmerom. Vidi, ker tu je, tu morda malo manj. Tako je duhterju, rabiš vedno eno dodatno mnenje. Koliko časa je minilo, odkar si stopil na samostojno glasbeno pot? To je bilo 2023 september, se pravi, koliko zdaj, 1 leto in pol, 2. Ja. Kako gledaš torej z distanco na tisto obdobje, si zadovoljen s svojo izbiro? Misliš, da si pač stopil na pravo pot? Jaz mislim, da ja, zato ker prvo mi je všeč to, da lahko delam avtorsko v nekem drugačnem žanru, kot sem prej, ker človek se mogoče tudi malo naveliča, vedno eno in isto da je. Ne? Tako, tudi vedno z bendom smo preigravali 5-6 ur na večer. Tle je malo drugače v rock sceni, imaš tako varianta 1 rundo, 2. Ne? Tle je iz tega vidika mogoče bolj v redu, pa tudi daš tisti fokus v tiste 2 urce in je bomba. Ne? Če ne, pa zdaj, če si ti bend, ki preigrava 6 ur, ne moreš 6 ur držati isto, je zelo težko. Ne? Tako da se mi zdi to kar v redu. No? In tudi tako ljudje so dobro sprejeli, je drugačen žanr, drugače tudi vidim tako po oddajah in to vse je tako laupa, kakor mora. No? Ja, jaz sem imel vprašanje že, ki so zares tako mladi. Kateri je najstarejši, mislim, glasbenik najstarejši glasbenik, ki vam je všeč? Najstarejši? Ja. Stancina. Te je. Ne, se je kakšen še mlajši, sigurno. Ne, nekdo, kakšen, ne vem, prej smo poslušali Toma Jonesa. Ja. Renga, tako, iz starejše scene. Kdo? Willie Nelson. Brian Johnson. Brian Ali pa Brian Adams. Brian Adams, ja, že mlajši. Povej še ti svoje mnenje. En kitarist lahko tudi, ne? Ja, meni je pa od Bon Jovija pevc. Bon Jovija pevc. Ja, Bon Jovi. Mene pa je inspiriral takrat Malcolm Young, ki je danes žal že pokojni, iz AC/DC. Tako da, v bistvu zaradi njega tudi sem začel igrati kitaro, tako da on mi je res velik vzor od samega štarta. Še basista bomo vprašali, kateri je, če imaš enega vzornika, tako starejše scene. Zdaj sem najdel enega basista, se kliče Lee Sklar, je naredil enih
par tavžent albumov. Ma čakaj, in koliko let je star? 45? Ne vem, tam okoli 70. Potem je res star. Star. Ja, veš, za 16-letnike starost je 50 je že drugega. Fosil je normalno. Jaz sem počasi spotu hodil do tega mikrofona. Meni, če ne, največja tako inspiracija je John Bonham od Led Zeppelina, Bobnar. In pa tudi Neil Peart, pokojni bobnar od benda Rush. Ma pomisliti. Ni bilo vprašanje tako vrženo. To so fanti, ki poznajo sceno. Si zadovoljen, ne, odgovorov? Seveda. Prejšnjega stoletja. Kaj pa najmlajši glasbenik, ki ga poslušate? Ali ne, recimo, ena zadnja... En umetnik, ki vas je posebej presenetil recimo v zadnjem obdobju. Tisti, ki reče Jacob Collier, vam rečem takoj, da ne igra več. Jacob, če ti bi si pustil dolge lase, bi bil iste kot Jacob, oziroma Jacob Collier bi bil iste kot ti. Ja, mislim, da je. Kaj je vprašanje, kaj poslušajo mladi zdaj? Sej so lahko tudi, lahko rečemo, tudi kakšen slovenski band. Joker Out recimo. So zdaj špica, ne? Drugače pa, tudi druge vprašamo, vse vprašamo, zakaj da ne. Če imate kakšne mlajšo generacijo, kdo vam je všeč? Meni so naprimer Paul Graham iz Obale. Smo jih imeli tudi v gosteh, Paul Graham. Kar povejte vsak, če imate, če ne. Če ne mlajši. Še mlajši, Alfi Nepič mlajši. Alfi Nepič. Veš, da smo ga imeli v gosteh pred mnogimi leti. Moram reči prav gospod. Gospod Alfi Nepič, prav gospod. In še vedno premika vrat in ramena v tem njegovem tipičnem gibu. Jaz se spomnim, ker smo imeli eno snemanje, eno oddajo in je bil tudi on, kot gost. In smo se slikali z njim in reče Alfi, dej pošli mi. In sem mislil, da mi bo dal, sem rekel, kam pošljem? Sem mislil, da bo Instagram, Facebook, ne vem. In začne, 4-1. Ja, seveda. Točno, ja. To je ta klasičen pristop. Tu so vici mlajših oseb. To ne vem, če vi razumete. Meni je bilo čisto normalno, nisem razumel sploh, je problem. Patrik, si rekel prej koncerti po 5-6 ur in tako naprej. Kako se ponavadi pripraviš na tak tip koncerta, recimo? Kaj se dogaja v zaodrju, tik preden stopiš na oder ali tisto popoldne? Jaz mislim, da je tudi en dan prej pomembno, kaj delaš. Recimo, dosti vode moraš spet, to je spravim bolj za vokalno. Ker če ne, drugi dan si tako, zdaj, če bi... Ali pa problem je, ker imaš en dan zapored, drugi dan spet špil, ne? Si skurjen in imaš drugi dan spet in si spet skurjen, ne? To je tako, kar problem. So določene stvari, recimo imaš si pošpricati v grlo, da ti vlaži, ali pa tako, kakšne te pastile, varianta obstajajo, da zdržiš pol dlje, ne? Vse to verjetno Eugen tudi bolj pozna. A se spomniš, jaz sem pil ene čudne coprnije. On je imel celo aktovko polno. Ja, sem tako, ja. Aktovko. Je res, ja. Ki sem ti jaz dal. Kaj mi si šenkal ti, ja. Obstaja pa tudi, recimo, danes zjutraj ob 6:30 smo se tudi ustavili na benzinske, sem rekel, bom vzel eno tamičken Jack Daniels, veš. Pa mi ga niso prodali, ker ob 7 odprl. Prezgodaj. So rekli, ne, pa prezgodaj. Ma to je tipična slovenska tradicija, prav o tem smo se prej pogovarjali. Spit enega kratkega pred enim pomembnim dogodkom. Vse smo še v cajtu. Ja. Ma ne, je že kasno. Dajmo rajši kaj poslušati še. Kateri je naslednji komad? Romeo in Julija, Flirt torej, ne? Ja, ena ljubezenska za vse zaljubljene poslušalce Radia Trst, ne? Kako lepo. Za vse oboževalke. Za tiste 3-4, ki so zaljubljeni v tem trenutku. Zdaj to pustimo šalo stran, gremo v živo. Z nami je danes Patrik Prelec in to je druga pesem, ki nam jo predstavi, Romeo in Julija. Sama si v sobi, pozno je, za mene in za tebe, ti vseeno je. Nisem Romeo in ti nisi moja Julija, ostala mi je bluza. Tvoja bluza vonja cimeta.
spi. Ker je nekdo, ki čaka in nekdo, ki ne zaspi. Pisma ti ne pišem, ne pošiljam ti več svojih slik. Rad bi le, da veš, da ob tebi bi se rad zgodil. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog, naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Ubila si mi del srca. Tebi zavedam, lahko noč. Umiram, ko te čakam in umiram, ko greš proč. Koga si želela, koga si čakala, da ti dam oktobrske večere, teh noči, ki jih še ne poznaš. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog, naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog, naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Hvala lepa. Energija, torej danes tu na Radiu Trsta s Patrikom Prelcem in njegovim bendom Romeo in Julija. Odlično. Dobro. Dajte vi povedati, da lahko jaz naredim mojo ključno vprašanje. Ne, sem rekel, dajte vi povedati. Bova zbrala mi dva trenutek, ne? Ja, še je čas, pa vendar si ga Patrik in vsi ostali si ga zaslužijo. Glede na to, da danes je zadnja torkova oddaja v tej sezoni, torej z današnjim dnem zaključujemo to sezono nastopov v živo. Med drugim. Patrik, jaz te bom takoj, mislim, ne spravil kriza, ampak glih, kar si našel zdaj band v tej zasedbi, ne? Jaz te želim vprašati, a imaš v mislih tudi kako akustično verzijo benda, glede na to, da se, recimo, če se ima tak projekt, je lepo biti čim bolj prilagodljivi na razne situacije. Si kdaj razmišljal o tem? Ja, smo se tudi nekaj pogovarjali o tem, ja, sej za različne priložnosti. Ja. Mogoče tudi bolj za zimsko varianto, ne vem, prija po teh raznih barčkih in take stvari. Bomo videli, kako se kaj ponuja, pa naredimo pol, mislim, tako je, ne, dobiš najprej različne ponudbe, pa pol se na podlagi tega odločiš, kaj točno, kam spada, pa tako. Zdaj, trenutno smo se odločili pač za te razne oddaje, tako kot je danes, da naredimo pač v celotni zasedbi. Mogoče bomo pa naslednjo
varianta, naslednji komad, ki bomo tako predstavili, bomo pa akustično, ne vem. Možete izraziti željo. Kot pač je potrebno. Kaj pa videospoti, na primer, ne? Ti jih imaš tudi kar nekaj na YouTubu, kako se tega lotevaš? Si ti izmisliš, imaš že eno skupino ljudi, s katero sodeluješ ponavadi, kako je to? Ja, ponavadi jaz že takoj, ko naredim komad, si nekako že vizualiziram, kako bo izgledal spot, že na podlagi, ne vem, komada, kakor je bil zdaj ta zadnji Nine Ples, sem se že takoj zamislil, da mora biti neka plesavka, ker ponavadi se da igralka v spot, tle ni bila igralka dovolj, je mogla biti prav plesavka, da je plesala, da je imela neko določeno koreografijo. Za zanimivost smo imeli tudi skupno koreografijo, ampak je nismo dali v spot, ker jaz sem bil preveč lesen, v postprodukciji mi je tudi snemalec rekel, da ni bilo dovolj dobro. Tako da sem se dokazal, da ne. To je tisto, ki si prej povedal, ne? To je tisto, ples in šport. Ja, ne gre, ne, jaz probam, jaz vseeno probam, ampak ja, če ne gre, ne gre. Dobro, prav. Kakšna pa je pravzaprav, kakšne so priložnosti za takšen band, kot ste vi v Sloveniji? Omenil si barčke, ne? A se v barih, ja, res ponuja, se lahko ponudi svojo glasbo, je to pravi prostor za nastope? Obstajajo še kraji, torej, kjer bendi, kot ste vi, se lahko izživljajo in nastopajo pred publiko? Jaz mislim, da ja, zmeri več v bistvu, no? Ker zdaj tudi v Sloveniji tako, da je zadnje čase bila bolj narodna, tako aktualna, kar je v bistvu čisto v redu, ne? Ker konec koncev moramo biti ponosni na narodno zabavno glasbo, ki imamo. Jaz rečem, to je podpis vsakega Slovenca na koži. Ne? Ampak je zdaj zadnje čase tudi tako, da mogoče je primanjkljaj, kar se tiče rock bandov v Sloveniji in definitivno je prostor. No? Vidim tako, sigurno se da ponuditi, tudi razni organizatorji radi kombinirajo, dajo en narodno zabavni band, pa zraven dajo nek rock band, tako da se malo razbije, da je malo razlike, ne? Da za vse poslušalce, ki imajo radi narodno zabavno, pa ki imajo radi rock. Ne? Sej, to je ena karakteristika, po mojem, slovenske scene, ne? Mislim, poslušalcev, ne? Tistih odjemalcev, recimo na splošno, če lahko povem, ne? Naredi prosim siglo, 1000 zgodb Marka Sancina. Ja, rabamo seveda glasbeno podlago, ampak mora biti takšna otožna, ne? Kaj je bilo? 1000 odtenkov Marka Sancina? 1000 zgodb. Smo šli, zdaj ne vem, če z Authentics ali Black Panthers, na roko točec, hvala, ko on gre. In iz parkirišča do prizorišča so bile razne hauba party, ne? Ja. Ljudi, ki so bili pred avtomobilom, neki pili in poslušali glasbo. In mislim, da v tistih 100 metrih je bilo vsega. Od metal glasbe, narodno zabavna, jugoscena, 6 njih, ki so peli Oj Triglav moj dom in so pili z nami. In vsega. In potem na koncu je bil rokotočec, prizorišče in blato. Ne, je malo. In to je glasbena Slovenija. Vsega pomalo, ne? Vsega pomalo, ne? Mislim, ljudje, ki lahko poslušajo eno, drugo, tretje, vse skupaj. Ena velika miniještra, bi se rekel. Lepo, prvo, ne? In kateri je bil en koncert, ki vas je tako, zadnjega koncerta, ki se spominjate na poseben način, recimo? Mi smo se zdaj v bistvu komi lotili v tej zasedbi, tako da čakamo, da se prvi koncert zgodi. Ne pravim, ne vaš koncert, ki ste ga šli gledati, recimo. Gledati. Drugih izvajalcev. Ja, jaz sem šel v Staratem in najbolj me je, ker obožujem Pink Floyde, Brit Floyd v Ljubljani. To je cover band od tribute band od Pink Floyd. Tako da je moj tata lahko primeril, ko je bil na originalnem hitu in bomba res, meni je zelo dobro. Ti pa si obžival. Super, ja, res. Jaz sem bil na Brian Adamsi, to se spomnim, ne, to je bilo full dobro. Sem bil dvakrat. Najprej sem bil v Stožicah in pol sem bil v Zagrebu, v roku enega leta. Zanimivo, recimo, koliko je razlike v produkciji, ne, ker je bil, tisti, ko sem bil v Stožicah, je bil najprej Brian Adams in pol je bil Bigfoot Mama v roku, ne vem, 14 dni sem bil spet v Stožicah. Razlika 100%, ne. Brian Adams naredijo res dober sound, ne. Jaz ne vem, kako imajo kakšno tehnologijo in tako naprej, ampak to je, se da naresno. Se da zelo lepo. Ja, denar je razlika pač. Ja, mislim, da ja. Povejte še ostali. Ja, v Deep Purple, kje sem bil že, v Nemčiji, se mi zdi. Tako da, se držijo, so res tudi glasba mojega otroštva, tako da mi je bil res izjemen koncert. In tu se še vedno pojavljajo imena takih rockerskih legend. Zanimivo. Ja, dobro, rockerski legend. Evergreeni pač, ne? Tisti, ki so vedno Basist je na vrsti. Jaz sem bil na enih 3 koncertih
Ja, ker si še zelo mlad. Seveda. Vse je še čas. In kateri od teh treh ti je bil najbolj všeč? Tako, kakšen Njet ima, ful dober imidž. Njet, ja. So bili v Trstu, ne? Tudi pred kratkim. Takrat sem bil, ja. Evo. Kaj pa Tjaž? Tjaž, kaj pa ti? Ti si pa Mičkan Keith Moon. Ja, res. Vse navihan. Bomo še videli. Bomo videli. Bomo govorili na ure. Mene je recimo najbolj presenetil koncert Siddharte, ko je bil v Stožicah, zdaj 2 leti od tega. In se nekako še enkrat veselim iti tudi zdaj novembra. Lepo. In kdo takrat si šel v družbi družine, očeta? Ja. Te oče pelje na koncerte? Tisti, ko bi raje še poslušal. Tisti, ki pride. Točno. Zdaj ima ključe. Povejte še vi. Pri tistih letih moj najlepši koncert je bil, ki smo ga prej omenili, Calvin Brothers Junior, a.k.a. Snoop Dogg v Trstu na trgu Unita. Aha, za MTV. Za MTV Awards. No, Chemical Brothers in Snoop Dogg. Tu imamo alternativni odgovor, ne? Da niso vedno te rockerske legende. Bravo. Ja, jaz, ko sem živel v Milanu, sem imel to srečo, da sem šel na velike koncerte in tam sem si ogledal vseh sort, od AC/DC, od Rolling Stonesov, U2, kaj je bilo še. Ja, bodi figo. Robbie Williams, še pa še. Bruce Springsteen je bil. Potem pa se je to obdobje zaključilo in zdaj koncertov ni bolj malo. Ampak imam to srečo, da doživljam koncerte v živo preko Radia Trst in tako je tudi danes, ko je z nami Patrik Prelec, ki nam bo zaigral že naslednjo pesem skupaj z bendom Led Severa torej. Ja, Led Severa od Bigfoot Mame gremo enega tazga, v bistvu zimski komad, ampak ne bo za začetek poletja. Bravo, ja, ker nismo še navajeni na to vročino, ne, in tako da malo tega... Da se malo navadimo. Da se počasi pripravimo. Bravo. Lepo si povedal. Patrik Prelec, gremo. Da ne bom nikoli pristal in zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak, ali bo sonce, ali bo sneg, mene grab nervozen smeh, rad bi ujel in odlam, da ne odplavam predele strah. Dnevi niso rock'n'roll, ampak vedno tiši mor, oči mi grize, mrzulet, samo jaz vidim njeno sled, mikam se da, je ne mor, ampak izpadem idiot, zato pa jadram v ekstrem, da spoznam tist, kar že vem. Prav dober vem in jaz vem tja, kjer je leti severa, in jaz vem tja, kjer je plesna muzika. Trgam zlato, jabolko, lahko bi rezal mavrico, čuvam sonce in nebo, in to res samo za njo, a vse to spremlja črn ptič, ki mi zmeri vse v nič, a zato pa jadram v ekstrem, da spoznam tist, kar še vem, prav dober vem. In jaz grem tja, kjer je leti severa, in jaz grem tja, kjer je plesna muzika, in jaz grem tja, kjer je leti severa, in
jaz grem tja, meni je še do stopanja. Jaz grem tja, izzivat, kar je črnga. In jaz grem tja, da uničem, kar se da. In jaz grem tja, da ujamem krokarja. In jaz grem tja, kjer je lepi severa. In jaz grem tja, kjer je zvestna muzika. In jaz grem tja, kjer je lepi severa. In jaz grem tja, kjer je sam patetika. In jaz grem tja, kjer je lepi severa. Kjer je lepi severa. In smo se ohladili. Lepo, smo se ohladili. Marko, če si za, jaz bi ti dal la za tvoje vprašanje. Kaj praviš? Po mojem je čas. Ja, imaš že? Ja. Je rekel, da bo dal la? La. Ne, tu ni Igraj en la. la. En A igraj. Vse drugo. Vse drugo. Na re, Jaz, ki nisem študiral glasbe, znam boljše. Ando dježiš. Saj ti si dal. Vprašaj, Ja. Marko. Tu je nekako, veste, ko greš na kakšen test, ne, in vam dajo une slikce za gledati, une čudne, ki ga namadeže. Kaj pomeni, kaj vidiš tle? In oni, psihologi tle, oni razumejo vse, kdo si, kaj si od vsega tega. Ne? Ali pa ti dajo ne kocke, daj naredi kaj s temi kockami in ti narediš, ne vem, nekaj. In ta psiholog te gleda in zamaja slavo reče, in ti nas zastopaš, kaj če jemati. Tako da jaz zdaj vam bom postavil na vprašanje, tako, recimo, podobno, na katero upam, da boste vi odgovorili pravilno, primerno, smotrno. Predvsem pa prisrčno. Prisrčno, to mora biti. Morate biti iskreni. Vprašanje je to, kako vam je všeč krompir? Tišina. Ne, tišina, kaj je? Vidi. Kateri? Kennebec? Bravo, vidiš, bravo. Kako vam je všeč krompir? Pa misliš, kako, na kakšen način? Ja, na kakšen način. Na kakšen način narejen? Ja. Cvrt. 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 Tak. Prosim. Meni pa je pire. Pire. Od moje mame. Mame, bravo. To so korenine. Testan, oziroma kako se reče? Ja, Restan. testan. Kozici, krompir kozici pri nas. Čebulo, ne? Čebulo, seveda. Testan krompir od menone. Tako, od none. None, onda obstajajo. Pečen v pečici z malo ula. Vidiš. Rožmarin. Malo pancetke čez. Dobro, lepo. Zanimiva analiza. Si videl, kako, recimo, nekako homogeni odgovori po eni strani. Raznolika. In kdo izstopa? Cvrt. Tako. Vsi drugo je malo cvrt krompir. In seveda kitarist, ki mora zmerno povedati svoje. Ne mora biti v drugi. Logično. Drugi čakajo. Kitarist pa je takoj povedal svoje. Lepo, hvala lepa za to. To, ko si rekel za ta psihološke fore. Jaz, ko sem bil mičken, sem šel tudi tako, veš, ko grejo vsi otroci. In moraš nekaj narisati tam pri doktorji, pri psihologi, ne vem kaj. Moj stric je kamnosek, on dela hrobe. Jaz sem narisal hrob. Kaj je s tem otrokom narobe? Se kaj je narisal hrob, smrt, ono tretje. Jaz sem videl tam hrobove, pa vse sem narisal hrob. Včasih psihologi. Nimajo zmeri prav, točno. Ne, se strinjam. Tudi ko mi nimamo zmeren prav, tokrat smo intervjuirali, bi se reklo po domače. Absolutno, tudi smo pravočasno smo usmerili oddajo, da gre tako, kot smo jo stempirali, in pravzaprav je že čas za novo pesem. Jaz bi rekel, da ja. Krasen dan.
To je Omar Naber, ne, če se ne motim. Ja, smo se odločili za tak rock stil, ne vem, Omar Naber, krasen dan, se mi zdi tak zelo fajn komatno, tudi na žurkah zelo poupaljeno. A ste ga kdaj srečali? Ja, jaz sem ga srečal enkrat fajn fant. Ja, na festivalu Spring Break v Lanterni sem ga srečal. Aha, celo. On je po mojem eden zanimivejših rock slovenskih glasov pevcev, v ja. Sloveniji. Po je fajn vokal, karakteristični. Ja, zelo poseben. Tak zelo energičen, močen, ne, ima. Kdo drugi taki rockerji, ki smo že govorili o roku, ne? Slovenski rockerji po vašem mnenju so top, recimo, ali so bili top? Bigfoot Mama, ne vem. Bigfoot Mama, ne? Pomaranča. Pomaranča. To je že metal. Ja, to je že hudo. Ma tudi bi rekel Bigfoot Mama, no. To vam je všeč. Lahko izpostavim jaz še nekaj? Dej. Imamo že tretjo kolegico, žensko, ki vstopi v ta studio, Čudno, da bi snemala in slikala. Čudno. Nismo nikoli imeli takšnega izziva strani naših sodelavcev. Nima ste zmeri tako, ja ne vem, mi smo tako navajeni. Ne. Takšne ja vem, si verjamem, da vi ste Sej tudi mi smo tako navajeni. Vaneni so. Bobnar pravi šankrok. Šankrok, seveda. Pa še basista bomo vprašali, šankrok, dobri. Šankrok, dobro. Šankrok so zelo dobri. Mi pa gremo v krasen dan in to v družbi Patrika Prelca in njegovega benda. Fantje, zdaj ste vi na vrsti. Pred mano lep in krasen dan, kot ti san, tak me seže mi spomin, nebo neznanega sveta, kot je ta, v katerem jaz živim. Neskočno vabi svoj objem, da ne vem, če še sanjam in še spim, je bistvo mojega sveta, ne poznam vse resnice in solza, ampak ko moram bom nazaj, za mene vedno bo manj. Lep spomin mi bo odpel, skrivnostni refren. Pred mano lep in krasen dan, kot ti san, tak me seže mi spomin, nebo neznanega sveta, kot je ta, v katerem jaz živim. Zame je resnica tam, kjer je ni, kjer nikoli je ne bo. Saj vem, da res ne rabim več, kot le to, da mi vedno bo lepo. Ampak ko moral bom nazaj, za mene vedno bo manj. Le bled spomin mi bo odpel, skrivnostni refren. Pred mano lep in krasen dan, kot ti san, tak me seže mi spomin, nebo neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim. Pred mano lep in krasen dan, kot ti san, tak me seže mi spomin, nebo neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim. Ampak ko moral bom nazaj, za mene vedno bo manj. Le bled spomin mi bo odpel, skrivnostni refren. Pred mano lep in krasen dan, kot ti san, tak me seže mi spomin, nebo neznanega sveta, kot je ta, krasen dan. Hvala lepa. Bravo, fantje. Veliko energije v našem studiu danes, zadnja torkova oddaja za letošnjo sezono. Patrik Prelec v naši družbi in fantje skupine Impuls, ki so skupaj z njim združili pač moči za ta projekt, ki
bo v kratkem, v naslednjih minutah, tu na naši radijski postaji predstavil projekt, ne, še pesem Najin ples. Smo skoraj pri koncu te naše današnje oddaje. Najprej pa bi vprašal, kakšno bo vaše poletje, glede na to, da je poletje tu skoraj že med nami. Tik pred zdajci. Tik pred zdajci, bravo. Hvala za ta citat. Prej smo se spraševali o tem izrazu. Ali pa, če še ne veste, kakšno poletje si pravzaprav želite. Kje bi ga radi preživeli? Pestro. Toplo in pestro, sigurno, ja. Kje si želimo? Na odrih, več ali manj, pa tudi kaj morja, ne? A bo čas za morje, ja? Bomo naredili, da bo. Si ga bomo vzeli, ne? Dosti glasbe, dosti nastopov in dosti ljubezni in vsega. Ne? In tudi res morje. Ja. In glasbe v morju, tako. Ja, da naredimo kombinacijo. Glasbe v morju, prav, v morju. Tudi lahko, ja. Lepo. Še basista? Ja, Bobnar že prihaja k mikrofonu, ima kaj zanimivega za reči, po mojem. Ja, jaz bom rabo puhno delati, ko sem rado malo reven, sem kupil malo preveč opreme. Sprejemci. Ja, to je pač hiba vseh glasbenikov, ki stalno nekaj kupujejo, potem pa denarja ni nikoli zadosti. Tako da ja, upam, da bomo šli kaj na morje s prijateljem. Bravo. Še Bobnarja vprašamo. Povej še ti, kam greš letos poleti? Zaenkrat kaže, da bo dosti nastopil, ne? In s Patrikom in kakor mi kot Impuls in vsi orkestri in podobno, tako da se obeta kar pestro, no. Lepo. Jaz imam tudi, kar ostani tam, ker jaz imam še eno vprašanje. Prosim, ja, seveda. Ki ga ne postavljam že dolgo časa. Vsi imamo na svoje, on bi rekel, ki je mlajša generacija, guilty pleasures. Oziroma kakšne... Čakaj, pazi, kaj boš vprašal. Kakšne komade ali izvajalce, ki jih poslušaš, ma se ne prav uvažaš, ne? Jih poslušaš doma, ma pole ne rečeš prijateljem, včeraj sem poslušal. Imate kakšnega takega? Jaz vem, tvoja skrivnost, sem cim. Ti veš, Pitbull. Bravo, točno to. Ma mene ni sram, tu reči. Sej jaz sem se lahko tudi poslušati, kar si rekel. Sam ne govorim okoli, ne? Ne, prav, imaš prav. Drugi pa, imate kakšno pevca, pevko, skupino? Za katerega vas je sram, ne bi nikomor povedali, ampak boste povedali zdaj na radiju. Ne vem, na skrito poslušaš Slake. Kaj tašnega, ne, nimate. Slovenskega, italijanskega. Karkoli. Tle lahko koga hitro užaleš, ne? Ja, ma ni važno, reči to mednarodno, ki nas načujejo. Vidi, kitarist je bila. Prav ne vem izbrati, ne, moče jih je toliko, ne. Posluša kdo Katarino Citer, mogoče. To ni guilty pleasures, to je mazohizem. Dobro, nič, vidiš, jih nimajo, so premladi, bo že prišlo. Kaj bi še lahko vprašali? Če pripravljaš tudi nove komade, ne, Patrik? Glede na to, da se mi zdi, da zdaj si nekako oblikoval okoli sebe skupino ljudi. Stvar teče, pelje in kaj si lahko čakamo zdaj v naslednjih mesecih? Ja, v bistvu jaz imam zdaj že narejen nov komad, vključeno s spotom in z vsem skupaj, ki sem ga mislil dati tudi že konc maja ven. Ampak sem se pol slišal z raznimi uredniki in producenti in so rekli, da mi ne priporočajo, da dam zdaj komad ven, ker sem ga dal pred enim mesecem in da moram malo komad zadihati. In plus to, da poleti nobena oddaja ne dela, pol ne moreš niti spromovirati, kako treba. In sem se odločil, da moram reči, da pol koncu avgusta, mogoče začetek septembra. Boš počakal jesen. Ja, bom počakal jesen, pa bom pol jeseni, po moje, najmanj 2 do novega leta dal ven. Ma se pravi, ima še vedno smisel sestaviti cel album in ga dati ven, ali je boljše ta strategija, recimo, da kapljajo pesmi mesec po mesecu? Jaz mislim, da je vseeno boljše, da delamo single, ker se je do zdaj tako dobro najboljše izkazalo, ker na tak način vsak komad nosi neko svojo zgodbo, ki jo lahko prodaš kot vsako zgodbo posebej. Konec koncev pa lahko zmeraj narediš na koncu album. In tak je, kaj, narediš v enem letu recimo 5 komadov, pa reče, evo, to je pa album, ne. Ampak jih vseeno prodaš kot single lahko. Dobro, veste kaj. In kateri je naslov te nove pesmi, ki bo išla septembra? Hladna kot ocean. Mi pa bomo šli z današnjim tedenskim hitom, ker je že taka ura, je že 9:53, moramo kar pohiteti. Najin ples. Povej še kaj o tem komadu.
Ja, to je v bistvu komad, ki govori o ljubezni, ki veš, da bo minila, ampak jo vseeno nekako nočeš izpustiti. Snemali smo ga v parku Tivoli v Ljubljani. Moram reči, ker moram biti ponosni, da imamo en tak lep park v Sloveniji, pa tudi ena zanimiva prigoda se je zgodila. V bistvu sem parkiral avto tam in je prišel, jaz sem rezerviral tako 3 parkinge, enega zame, enega za snemalno ekipo, enega za igralko. In sem prišel prvi, zraven sem rezerviral še 2. In se pripelje en avto in reče en gospod v avtu, ja, ne morate tukaj rezervirati. Rekel, ne, si zdaj 100 metrov tle za vami, zdaj bo prišel. Ja, gledajte, ne bova se prerekala in to. Ne. In potem sem šele na to gotovo, da v avtu sedi gospod Zoran Janković. In potem sem rekel, ne, gospod Janković, evo, izvolite, ne, vse je vaše. Ne. In od takrat dalje Patrik Prelec ni več dobrodošel v Ljubljani. Ne, potem smo se lepo vse predebatirali in to potem nam je še celo čast v parkirnino, tako da je na koncu spadlo vse v redu. No. Veš, politik je in zna se prodati na tak način, da zmeraj gre stran na tak način, da ostane v dobrem imenu. Ne. To je politik. Zato pa je tam, kamor je. Brez skrbi. No, zdaj pa gremo k glasbi, točno tako. Terenski hit na Radiu Trsta, tokrat v živo, Patrik Prelec, Najin ples. Zgodaj zate ponoril, ko sem vate se zaljubil. Čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi izgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, pred na dlani sem ti nudil. Nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples. Usonem s tabo, noč je tvoja, listi padajo z nebes. Daj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo. Sem bil s teboj, celo noč objem ti nudil. Nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples. Usonem s tabo, noč je tvoja, listi padajo z nebes. Daj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples. Usonem s tabo, noč je tvoja, listi padajo z nebes. Daj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo, ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo. In to je bil tedenski hit na Radiu Trsta. Najin ples v živo, dame in gospodje. Patrik Prelec, hvala lepa, Impuls, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste mi smo se njih ogreli zdaj, ne? Vedno tako, tudi mi, točno. Žal se ta zgodba za danes zaključi. Tako, in smo pri koncu. Spomnimo, da po poročilih bo oddaja Heureka, vabimo vseh, da to poslušate in se zahvalimo celotni ekipi danes. Katarina Citer, Nataša Ferletič, Antje Gruden, Federico
Veljko Komar, Tomazo Vinoni in še marsikoga bi lahko naštevali. Karlo Morello še prej. Vse ženske, ki so prišle slikati naše fante. Tudi pil in hvala še enkrat glasbenikom. Gašper, Artur, Anej, Tjaž in Patrik Prelec je bil z nami kot vokal. Za vse oboževalke, ko čakajo zdaj pred vrati, zdaj bomo prišli, evo, že mahajo. Ne? Lepo. Prvi koncert smo rekli zdaj na vidiku. 28. juni, občinski praznik Divača. Super, hvala lepa fantje, hvala lepa poslušalci. Ilija, Marko, Evgen in Marko vas pozdravljamo, se slišimo jutri. Tako je, lepo sem, čao. Hvala. Kameleon, ti si sladka kot bonbon, jaz ne morem te dobit, ker se znaš predobro skrit. In ti sama plešeš rada in pod lučjo se vrtiš, si kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopiš. Jaz sem kot kameleon, jaz sem sladka kot bonbon, ti ne moreš me dobit, ker se znam predobro skrit. In ker sama plešem rada in pod lučjo se vrtim, sem kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopim. Pridi bliže, pridi in zažuraj, ne glej, koliko je ura. Pridi bliže, hočem te objet, da te vprašam, kje si, ko te rabim, da vsaj malo te zagrabim, a ne pustiš se mi ujet. Vem, da tu si zdaj nekje, a ne morem te dobit, o ne. Ker ti si kot kameleon, ti si sladka kot bonbon, jaz ne morem te dobit, ker se znaš predobro skrit. In ti sama plešeš rada in pod lučjo se vrtiš, si kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopiš. Jaz sem kot kameleon, jaz sem sladka kot bonbon, ti ne moreš me dobiti.